analiziram zdaj Slovenijo, pa seveda moja izkušnja, jaz rekla, da na Švedskem imajo to zelo močno vrednoto, to razmerje med delom in prostim časom in kvaliteto življenja. In je ta tudi tako zelo del njihovega sistema, ne? Tako da tudi cela struktura, ki podpira tako življenje. Tako da recimo tam človek res na prvem mestu, no? Tako noben rok, noben sestanek ni bolj pomemben od tega, da si ti okej. Zelo se mi zdi pomembno, da se zavedaš, da imaš enake možnosti, mislim, da pokažeš sposobnost, a ne? Meni je pomagalo to, da sem gledala na stvar, ki jo delam, bolj tako iz vidika, da to ni ovira, da sem punca, ampak imamo isto nalogo in jo lahko rešim na enak način. Tako da, če se kdaj kakšna punca srečuje s tem izzivom, da ne spada v to sobo ali pa bi bila mogoče slabša, mogoče sam naj se fokusira na nalogo in nekako je to bolj lažje. In tudi vnaprej se mi zdi, ko delaš na delovnem mestu, gledaš na nalogo in se probaš ne toliko fokusirati na to, da si ženska. Tako da če ženska želi nadaljevati s kariero, normalno lahko oba nadaljujeta, oba se morata določenim stvarem reči ne in nekaj časa, nekaj let na začetku je težko, ampak potem nekako se zopet padeš noter in če te okolje v tem podpira in skandinavsko okolje takšno je to veliko, veliko lažje. Tako da jaz na Danskem konkretno za časa magisterija, jaz sem za časa magisterija tudi delala skozi sem delala, da sem si tudi služila denar hkrati med študijem in nisem imela nikoli nobenih problemov. Tako da tukaj imam jaz res zelo pozitivno izkušnjo, ampak tudi v bistvu, ko sem prišla v Slovenijo, zdaj konkretno na Novartisu, sem ena redkih, res je malo žensk na inženiring oddelku v Novartisu, ampak jaz po moje zaradi te Danske sem dobila tako močno enakopravnost v sebi, da jaz vse vidim enako. Zdaj si moški, si ženska in jaz se tudi tako pogovarjam z ljudmi in jaz dobim to v zameno nazaj. In tudi naš šef inženiringa pride do mene in reče, kaj pa ti misliš o tem in mu jaz povem in me spoštuje in vse tako potem tudi naredi.